Pozdravljeni! Danes se boste pri slovenščini učili o besedah z enakim pomenom. Kateri predmet vidiš na sličici? Ali so to očala ali naočniki? Kaj pa vidiš sedaj? Ali je to roža ali je to cvetlica? To so besede z enakim pomenom. Besede, ki skoraj pomenijo enako. Ločimo jih na besede, ki jih lahko ob vsakršni priložnosti zamenjamo, s komerkoli se pogovarjamo, in besede, ki jih ne moremo vedno zamenjati. Za primer vzemimo besedi tla in pod. To sta besedi z enakim pomenom. Uporabimo ju lahko kadarkoli, ob katerikoli priložnosti, s komerkoli se pogovarjamo. Medtem ko besedi kolo in bicikel sta ravno tako besedi z enakim pomenom. Vendar kolo lahko uporabimo ob vsakršni priložnosti, bicikel pa je beseda malo po domače. Ni primerna, da jo uporabimo, ko se pogovarjamo z učitelji, knjižničarji, morda ravnateljico. Ampak jo uporabimo predvsem v krogu domačih, prijateljev, znancev. Tukaj je še nekaj primerov. Kdo je to na sličici? Kako mu praviš? Ali je to dedek ali je stari ata ali je morda kako drugače? Kaj slišiš? Kaj vidiš na sličici? Poimenuj. Lahko mu rečemo tovornjak ali kamion. Kaj slišiš? Kaj vidiš na sličici? Poimenuj. Ali znaš poiskati še kakšno besedo z enakim pomenom? Torej, to je lahko kokoš ali je morda kakšna beseda, ki si jo našel ali našla, kura ali putka? Besede imajo lahko več takšnih besed z enakim pomenom. Kaj slišiš na posnetku? Kaj vidiš na sličici? Poimenuj. Ali poznaš še besedo z enakim pomenom? Torej, lahko rečemo temu ptič, lahko rečemo ptica ali morda še kako drugače? Besed z enakim pomenom je kar veliko. Če jih želite vedeti čim več, morate bogatiti svoj besedni zaklad. In če želite to doseči, je dobro, da veliko berete, da prisluhnete veliko pravljicam in pesmicam. Zato predlagam,
da zvečer kar vzamete kakšno knjigo v roke in naj vam starši preberejo, nekateri zmorete to že kar sami. Če pa želite sedaj nadaljevati z besedami z enakim pomenom, pa si lahko odprete na spletnih povezavah vaje in jih rešite.